Na ogled so namreč postavili unikatni modni nakit, tekstilne kreacije, volnene in lanene tekstilije, glinene izdelke, steklene dekorativne predmete in različne druge izvirne izdelke za dom. Nekako je bil cilj predstaviti belokranjske ustvarjalce in pa dati kupcem možnost, kje lahko najdejo kaj zase ali pa za darilce. Svoje izdelke, v katerih združuje umetnost in oblikovanje, je na ogled postavila tudi Simoničeva, ki sicer pod okriljem inkubatorja razvija še marsikaj. Trenutno zdaj delamo bolj na otroški didaktični hiški, katera tudi počasi prihaja ven. To je v bistvu ta velika hiša za otroke notranja. Drugače so pa te manjše stvari, jaz rečem, za dušo in dom. Pozornost obiskovalcev razstave pa je še posebej pritegnil nakit. Ana Hej-Primc ga niza iz perlic. S tem sem se ukvarjala v bistvu že od nekdaj, ampak čisto ljubiteljsko, bolj za sebe. Pol pa sem se nekako odločila, da probam tudi za druge kaj narediti. Odzivi so bili na začetku tako fajn, dobri, spodbude veliko, koliko se bo pa prodalo, se bo pa zdaj pokazalo, ne, med prazniki. Povsem drugačen lesen nakit pa izdeluje Andreja Lukanič-Janežič, ki poudarja, da se nobenega drevesa ne poseka za to, kar delam, ker je vse pač iz reciklirane uporabe. Iz ostankov gradbenega materiala, lesa za kurjavo, tudi odmrlih školjčnih lupin iz Kolpe in drugih materialov nabranih v naravi, pod njenimi prsti nastaja izviren nakit. Ne uporabljam nobenih matric, laserskih izrezov in takih stvari. Unikatni izdelki iz naravnih materialov vedno bolj navdušujejo ljudi, pravijo belokranjski ustvarjalci, ki sicer prodajajo na spletu in rokodelskih tržnicah. Pritegnili pa so tudi ljudi na tokratni razstavi. Ja, meni je super, zdaj sem pa prišla, ne. Iščem darilo za vnukinjo, pa rada imam naravno, vse kaj je naravno, kamen, školjke, les. Razstava bo odprta do sobote zvečer.